Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je epizoda Moč poslovne podpore. Z mano je Bojana Košnik-Čuk, specialistka za poslovni protokol, kulturo vedenja, bonton in še marsikaj. Draga Bojana, povejte, kaj za vas predstavlja moč poslovne podpore? Ja, brez tega enostavno ne gre. Torej, pravila kulture vedenja, poslovni protokol, jaz mislim, da nobeno podjetje, nobena institucija brez tega ne more dobro izpeljati nekega internega komunikacijskega odnosa, kaj pa šele s poslovnimi strankami. Danes imamo toliko različnih komunikacijskih posebnosti, nekih odstopanj, dotikajo se nas medkulturne razlike, zahtevnost samih pogajanj, tako da bi enostavno bilo prav in dobro, če bi razumeli vsa ta pravila kot neko pomagalo, da je ta komunikacija prijetnejša. Jaz to razumem kot nek kapital v znanju, kot nekaj dodatnega, s čimer res lahko vrhunsko izpeljemo neko srečanje, sestanek, tudi pogajanja. Skratka, osnova, seveda, kultura vedenja, skupaj s poslovnim protokolom in pa seveda brez kulture oblačenja in kulture govorja praktično ne more biti nič. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme. Od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Vstopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Danes bomo govorili o nečem, kar pogosto odloči uspeh srečanja, še preden se sestanek sploh začne. O pripravi, o pozornosti, o podrobnostih, ki gostu povedo, zate smo se potrudili. Poslovna podpora je pogosto tista, ki skrbi za prvi vtis organizacije, za sprejem, prostor, protokol in drobne pozornosti, ki gradijo zaupanje in odnos. Z mano je Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja, poslovni in diplomatski protokol. Bojana, res lepo dobrodošla v oddaji Moč poslovne podpore. Hvala za povabilo. Zelo sem se razveselila tega povabila, tako da se tudi veselim tega pogovora. Bojana, vi ste v svetu protokola in bontona že kar poznani. Pa vseeno našim gledalcem na kratko povejte, kdo ste tako v poslovnem svetu, kot tudi Bojana osebno. To kar težko ločim to vsebino. Zdaj sem to vsebino, s katero se ukvarjam že skoraj 35 let, sem kar ponotranjila in tudi niti ne ločujem več. Tako da res za svoj poklic živim, torej ne samo v času takrat, ko nekaj delam, ampak tudi, ko sem doma. Ampak seveda to, kar ste že sami poudarili, šteje pa tista sproščenost in srčnost. Torej ne gre samo za poznavanje teh pravil v tehničnem smislu, ampak brez srčnosti, srčne kulture, brez tega in nasmeha, to pa enostavno ne gre. Tako. Bojana, kdaj pa ste stopili v svet protokola? Vas je poslovna pot že pred leti po študiju peljala v protokol ali je bilo potem to daljše časovno obdobje? Oziroma, kaj je tisto, kar vas je tako pritegnilo? Ne vem, tukaj jaz mislim, da je kriva za vso zgodbo moja babica. Če zdaj izračunate na letnico mojega rojstva, kdaj sem rojena, potem dobite tiste čase, kakršno si bili. In sploh ne vem, od kod moji babici tisto znanje ali pa pristop za to vsebino. In že vzgajala me je na tak način, da sploh nisem imela drugačnega vzorca vedenja, kot pa kaj drugega. To se pravi, to so bili tisti časi, kjer se je kadilo lahko še vse povsod. Pri nas dedek ni smel kaditi za mizo. Hvala, prosim, umivanje rok, da smo se preoblekli, ko smo sedli za mizo. Skratka, odnos do ljudi, tudi do sosedov, prijateljev, to je vse delo moje babice. In potem tudi skozi šolanje, skozi gimnazijo, že na fakulteti so me vedno, ne znam opredeliti na
natančno, ampak vedno so me uporabili za neke dogodke, kjer je bilo treba nekaj speljati v smislu kulture vedenja, protokola na nek način in sem z nekim svojim notranjim občutkom naredila in je kar dobro izpadlo. Ni nujno, da je bilo vedno prav, ne. Potem pa, ko sem se res po študiju, nikoli nisem zašla, ker sem drugače geografinja in zgodovinarka, nikoli nisem opravljala to, kar sem se učila, ne, v študijskih letih, ampak že takoj po študiju sem se znašla, kako naj rečem, na pravem mestu, med pravimi ljudmi, morda pravi čas, se pravi samostojnost Republike Slovenije in dobila tudi možnost in priložnost, da sem se izpopolnila v pravem diplomatskem protokolu v tujini, predvsem v Švici, pri knezu v Liechtensteinu, vojaškem protokolu, recimo na Madžarskem, španskem, kraljevem protokolu, seveda v Španiji, Nemčiji, in potem se je kar zgodilo, ne. Seveda je bilo treba precej delati, ker je treba poudariti, da takrat, ko je bila Republika Slovenija samostojna, da tisti, ki so bili diplomati, ne, če računava Jugoslavije ni bilo več, se pravi, dobre diplomate so poslali takoj v tujino in kaj dosti ljudi ni ostalo v tej branži, tako da je bila tudi tukaj priložnost in če si zagrabil, začel delati, je zgodba kar enostavno stekla. Omenila ste izobraževanje, delo v tujini, se bonton, poslovni protokol, kultura vedenja drugje razlikuje od našega slovenskega? Protokol zagotovo. Vsaka država ima zapisana svoja protokolarna pravila. In mislim, da ste tudi zadeli bistvo vprašanja, ker velikokrat v naših pogovorih ne znamo ločiti, kaj je kultura vedenja, kaj je poslovni protokol in kaj je tisti čisto ta pravi protokol. In če govorimo o kulturi vedenja ali bontonu, lahko rečeva, da je kultura vedenja trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo moralne in etične norme določenega časa in prostora. Torej prostor, zato danes govorimo o medkulturnih razlikah. Čas, čez 50 let, ko bova morda še enkrat snemali takole oddajo, bova morali povedati že kaj drugega, bova že morali povedati kaj drugače. In pa, ko rečemo trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, velja recimo, jaz sem še tista generacija ali pa bila vzgojena na tak način, da Bog ne daj, da ima kdo tatu, pa še motor zraven, to se pravi nekdo, ne bodi si ga treba, nekaj negativnega. Danes pa vemo, da temu ni več tako. To se pravi, če ima nekdo tatu, to ne pomeni, da je slab v karakternem smislu ali slab v svojem poklicu, ampak vendarle v tem trenutku še rečemo, dajmo si tatuje na tiste dele telesa, ki jih lahko še prekrijemo z blagom za vsak slučaj. Kaj pa vemo, kam nas bo karierna pot vodila. In takoj naslednja misel, ne, kar je zelo pomembno, kulturo vedenja, se pravi pravila kulture vedenja, delamo mi vsi, družba, tudi vi lahko s tako oddajo, nek tak medij ali karizmatično močni ljudje, a ne, in to so pravila za vsak dan, to se pravi od jutra do večera. Če pa zdaj dodamo tem pravilom za vsakodnevno rabo neko vrste etiketo, se pravi, ko govorimo o etiketi, to pa so izmišljena umetna pravila, ki se jih izmisli določena sredina, zato da se loči od drugih ljudi. Samo primer, da se angleške kraljice nismo smeli dotakniti, dokler je bila še živa, to se pravi, to se je enkrat eden zmislil toliko stoletij nazaj, da je to postalo potem to pravilo in Bog ne daj, da si ga kršil. Potem imamo lahko vojaško etiketo, diplomatsko etiketo, etiketo recimo tega studija, vaše oddaje. In zdaj, če združimo kulturo vedenja z neko vrsto etikete, dobimo je enako. Kraljevi protokol, diplomatski protokol, vojaški protokol, državni protokol, protokol tega studija in pa seveda dobimo tudi poslovni protokol, kamor nas večina sodi. In treba je poudariti, da pravila poslovnega protokola so kristalno jasna in vsako odstopanje od teh pravil nas prej osmeši kot pa proslavi. In seveda ste me še vprašali, kaj pa kultura vedenja. Torej, žal ali dobro, ne vem, morda vprašanje za koga drugega, ampak pravila kulture vedenja se tudi globalizirajo. To se pravi, da se izgubljajo morda neke morebitne posebnosti posameznih držav, seveda jih imamo še vedno.
naprimer za nas Evropo, se pravi v tem koncu velja neko poslovno kosilo, da je čisto zadosti, če smo z našimi poslovnimi partnerji uro v 15 in nismo slabi gostitelji. Če pa gremo morda pogledati v naše druge republike, kjer smo bili pač v skupni domovini, to se pravi Srbija, Makedonija, Bosna, tam pa z nekim poslovnim kosilom manj kot 3-4 ure nimate kaj početi, a ne? In tudi drugačen odnos do hrane. Se pravi, te stvari se zdaj sicer izgubljajo, osnova seveda je podobna, seveda odstopajo azijske države, morda muslimanski svet ali kaj podobnega, ampak tista osnova. Hvala, prosim, dobro jutro, dober dan, pa mislim, da je skoraj povsod enaka. To v bistvu, kar ste omenila tudi že na začetku, kdo je bil vaš vzor, se pravi babica, začne se vse že pri vzgoji v otroštvu in nadaljuje potem skozi leta, seveda z potem malo bolj strokovnimi znanji, ampak osnova se začne pri nas v otroštvu in vzgoji. Ja, družina je tista osnovna celica. Je pa nek problem, ki ga sama zaznavam na terenu. Veliko predavam tudi za vrtce, šole, srednje šole in velikokrat sledi očitek, da saj to je delo nas staršev. To je vse res in pedagogom ne moremo očitati, da to ni res. Vendar iz terena zapažam, da velik odstotek slovenskega prostora, velik odstotek staršev nima ustreznega znanja in potem res ostanejo uradne institucije, ne? In tukaj se potem včasih zaplete. Res pa je, da je dom tista osnova. Zato, ker ti otroci tako hitro zrastejo, potem pa imamo to, kar imamo. Ja. Bojana, zaenkrat hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je kratek premor. Se zopet vidimo čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, spremljate oddajo Moč poslovne podpore. Z mano je Bojana Košnik-Čuk in govoriva o protokolu, o kulturi vedenja, o bontonu. V prejšnjem delu sva omenjali, kako zelo pomembna je tudi vzgoja, da se začne že v bistvu poznavanje bontona pri mladih v otroštvu. Omenila ste, da se dogaja, da če starši ne poznajo protokola bontona, težko vzgajajo otroka v tej smeri. Menite, da vseeno v prihodnjih generacijah še obstajajo neke rešitve, kako usmeriti, kako izobraževati tudi nas starejše, da potem to znanje prenašamo na mlajše generacije? Jaz sploh iz prakse zdaj govorim, sem prepričana, da ni tako slabo s tole našo mladino, ne? Ker veliko prek teh radijskih in televizijskih valov velikokrat dobim vprašanje, ko me ljudje sprašujejo, gospa Košnik, kaj pa menite o tej nevzgojeni slovenski mladini? In moj odgovor je v isti sekundi, kdo pa vzgaja to slovensko mladino? Torej mi, starši, ne morejo biti mladi, mladostniki krivi za to. In še nekaj je, ne? Skozi vsa ta desetletja garanja v teh vodah sem prišla do naslednje misli, da neotesance lahko najdete v vseh zgodovinskih obdobjih. So bili, so in bodo. In neotesance najdete v vseh družbenih slojih. Plava kri, to še ne pomeni avtomatizma, da si dobro vzgojen ali pa da poznaš pravila kulture vedenja. Niti 2 doktorata vam tega ne kar tako pripeljeta, kar samo od sebe. Torej, ali to čutiš, ali imaš potrebo, to je to. Se pravi, niti družbeni sloj, ali pa niti mladost ali starost, ne, ko rečemo starost, bi morala biti že modrost, ampak velikokrat skozi kakšne prav življenjske primere zapazim, da smo tudi starejše generacije lahko zelo slabo vzgojene. Če se mogoče sedaj dotakneva v nadaljevanju še poslovnega protokola. Poslovna podpora, to je prvi vtis podjetja, se pravi, mi pridemo v podjetje, sprejme nas ponavadi kakšna poslovna asistentka, sekretarka. Katere napake največkrat opazite oziroma se vam zdi, da so pri sprejemu strank oziroma gostov?
To je zelo težko vprašanje. Nekateri to naredijo vrhunsko, nekateri pa ne tako dobro. Ampak mislim, da to ni taka stvar, da bi se človek ne mogel naučiti. Ker če delaš recimo samo s srcem ali pa s tistim nekim občutkom, ko nekoga z veseljem sprejmeš, potem po moje že ne more biti veliko napak. Ampak velikokrat pozabimo na desno pravilo. Velikokrat pozabimo na to, da ko ljudje pridejo v neko podjetje, institucijo, ne, pa so oboroženi, imaš prenosni računalnik, torbico, dežnik, rokavice, potem ti pa v vso to zgodbo nekdo še tišči roko. Torej pozabimo velikokrat, da rokovanje ni nujno vedno potrebno, zlasti če imamo neke posebne situacije. Potem, kako hodimo skozi vrata, v dvigala, po stopnicah, tu se marsikaj kdaj pozabi in nastane precej zmešnjave, ne, ko nam ljudje, recimo, ko pridem v neko podjetje predavati, pa reče, izvolite naprej. Ja, kam naprej, če sem prvič v neki instituciji, v nekem podjetju, pojma nimam, kam me želijo ljudje peljati. Zato je treba svoje goste vedno voditi za seboj. Se pravi, tukaj tudi kar nekaj napak. Potem sama priprava prostorov. Potem velikokrat v poslovnem svetu pozabimo, da recimo postrežba, da to ni družabno pitje kave, ko se ljudje izmišljujejo, jaz bi tako kavo, 2 sladkorja, ne vem, na tren, 2 rjava sladkorčka ali kaj podobnega, ampak da je to recimo samo tista klasična pogostitev, še zlasti, da ne moramo biti zahtevni takrat, ko vidimo, da v nekem podjetju ni profesionalnega natakarja, ne. Ljudje se pa izmišljujejo vse in tajnice, poslovne sekretarke, sicer so, jaz se kar poklonim pred tem poklicem, to je prva bojna linija za mene, ne. Enostavno včasih tega ne zmore. Ampak če želimo, ne vem, čaj z okusom vanilije, da je vrečka samo 2 minute v vodi, potem je to treba piti v čajnici, ne pa na sestanku. Tega bi lahko še naštevali, ampak ni vse tako slabo. Sploh načeloma menim, da v slovenskem prostoru ni tako slabo, ko govoriva o kulturi vedenja, poslovnem protokolu, ampak ni pa tako dobro, da ne bi bilo lahko še bolje. Vedno je nekaj manevrskega prostora. Omenila ste desno pravilo. Lahko mogoče bolj konkretno povete, kaj to pomeni? To pomeni, da svoje goste, kamorkoli, ne glede na to, kakšna je naša pozicija, vedno imamo na svoji desni strani. Torej izjema od desnega pravila, zato ker je to desno pravilo. Ko se posedemo recimo za mizo na sestanek ali k nekemu poslovnemu obroku, se vedno posedamo z leve strani, stola. Zato ker v levi roki, ker je večina ljudi desnorokih, nosimo torbe, torbice in s to dominantno roko potem premikamo stol, si postavljamo stvari na mizi in tudi strežba poteka po desni strani, v 99,9%, zato ker je večina desnorokih in recimo izjema zopet, zato ker imamo desno pravilo, ko končamo obrok, serveto iz blaga vedno odložimo na levo stran, to se pravi, ko končamo obrok, gremo morda v toaleto, telefonirati in tako naprej. Sedežni redi, tukaj se vse začne z desnim pravilom, torej ko imamo tistega glavnega na eni strani mize, potem tako, da rečem, delamo sedežni red, da začnemo prvo desna, desna, leva in dokler zgodbe ne končamo. Ravno tako je to pomembno v poslovnem svetu, kjer velja tudi vpeljati malo reda pri posedanju, se pravi, da ne moreš kar tako sedeti kjerkoli, ampak svoji poziciji primerno. Ko pridejo gostje v podjetje, poslovna sekretarka jih sprejme. V sejni sobi že čakajo zaposleni podjetje, ki bojo imeli sestanek. Se pravi, je dober način, da predhodno se že postavijo oziroma posedajo v sejni sobi zaposleni podjetja in jih potem poslovna sekretarka posede na mesta, ki so namenjena za goste. To bi vse, to, kar ste zdaj povedali, če mene vprašate za nasvet, tipka delete. Torej, vse tiste, ki bodo kot strani gostitelja prisotni, če bi mene vprašali, bi jaz postavila pred ta
prostor, pred to sejno dvorano, seveda, če to v logističnem in prostorskem smislu gre, zato da vse goste, ki pridejo, ne, ker prvo jih vedno slečemo, da tako rečem, rešimo balasta, se pravi plašči, dežniki, ker je vedno te krame precej, kakšna morda še darila, in potem izpeljemo zunaj pred tem prostorom rokovanje. In ob rokovanju povemo samo ime in priimek, ne povemo še cele osebne zgodbe, ki imamo za seboj, niti ne menjamo vizitk. Potem pa je treba že naučiti zdaj, če govoriva o poslovnem svetu, kjer morda res ni pravega protokola, kjer je na poslovni sekretarki čisto vse, ne, je morda še ena sama, da zaposleni, to se pravi tisti ljudje, ki igrajo vlogo gostitelja, da že vedo, kam se morajo usesti, lahko to rešimo z napisom listkov, imen. To mislim, da je zelo dobra stvar, zato ker se ljudje, zlasti v gospodarstvu, kjer nimamo izrazite prednostne liste, velikokrat usedejo malo drugam, več kot jim pritiče, zato ker so morda karakterno močnejši, pa vedo, da se ne bo nekdo pritoževal, zato ker je morda bolj tiha oseba. Tako jaz tukaj pravim, mora biti kar precej reda, tukaj ni nobene ljubezni. In poslovne sekretarke, sekretarji to vedo, in če so dobri, potem morajo imeti red, ne. Se pravi, sočasno se posedajo tako gostje kot gostitelji, in če smo sami, potem lažje, če naši sodelavci že vedo, kam se morajo usesti, se potem lažje posvetimo temu, da posedamo goste. Zato je tudi moč poslovnega sekretarja ali pa nas tistih, ki se ukvarjamo s tisto vsebino, da nasprotno stran vedno lahko vprašamo, kakšna je hierarhična lestvica znotraj podjetja, institucije, kdo je bolj pomemben, kdo je manj pomemben. Zdaj se seveda izražam v našem jeziku, tako da mi ne zamerite, ker vem, da ste vešči slovenskega jezika. Torej red mora biti in se sočasno približno posedejo, in ko se še enkrat predstavimo z imenom, priimkom in tudi nekaj povemo o posamezniku, takrat šele sledi izmenjava vizitk. In najhujša napaka, ki jo zapažam v slovenskem prostoru, kdo da pobudo ali povod, kdaj se izmenjajo vizitke, to je edino na strani gostitelja. To ne more gost je narediti, ne, zdaj bomo pa to naredili, ampak vedno da gostitelj neko pobudo z nekim stavkom, z neko frazo, kdaj do tega pride. In druga huda napaka pa je, če imamo večje število poslovnih partnerjev za mizo, torej gostov, ob večjem številu, torej takoj lahko rečeva, zdaj plus minus, tukaj me je težko za besedo držati, ampak ko je več kot 5 ljudi za mizo na eni strani, to se pravi, to že več ljudi, in kadar imamo več ljudi, vizitke izmenjamo na koncu sestanka, nikoli na začetku. Ob manjšem številu pa lahko tudi na začetku. Bojana, hvala. Še veliko je teh stvari, o katerih bomo govorili v nadaljevanju. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je zopet kratek odmor. Vidimo se čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Moč poslovne podpore. Danes je z mano ena in edina Bojana Košnik-Čuk. Bojana, danes smo že veliko spregovorili o protokolu. Protokol je res zelo širok, pokriva več področji. Sedaj smo se osredotočili bolj na poslovni protokol, glede na to, da je tudi naša oddaja Moč poslovne podpore. Omenili sva, kako zelo pomemben je sprejem gostov, predaja vizitk. Povejte, so poslovne sekretarke na nek način lahko tudi učiteljice svojim nadrejenom, kako poslovni protokol v poslovnem svetu tudi izgleda? Absolutno. To je za mene prva bojna linija in velikokrat ljudje pridemo samo do njih, morda do drugih sogovornikov niti ne. Jaz jih jemljem kar kot kolegice in še morda bi nekaj v eter povedala, da mogoče ravno pred 35 leti so bile prav one, ki so me nekako porinile tudi v zgodbo predavateljstva. Jaz tega ne bom nikoli pozabila, prvič 500 gospa urejenih toliko desetletij nazaj, ko je bila to zgodba še čisto drugačna, in po naključju, po nekem naključju sem se znašla res na odru pred njimi in jaz mislim, da bom kar umrla od treme, ampak se je vse dobro končalo z bučnim aplavzom, ampak tisto, kar mi je bilo zelo všeč, ko je bila zgodba končana,
sem ravno od teh gospa dobila kakšen dober nasvet, kar se tiče oblačenja, nastopanja, tudi govora, se veste, dvojina, povikanje in podobne vsebine in jaz sem jih imela vedno za zaveznice. In čeprav nisem sama tajnica po poklicu, pa s ponosom povem, da sem že vrsto let tudi članica kluba gorenjskih tajnic Slovenije in se z njimi tudi družim in od teh gospa se zelo veliko tudi naučim. Zato sem prepričana, da vodilni, ne glede na to, govoriva zdaj o moških ali ženskah, bi morale tem gospem in njihovem znanju marsikdaj prisluhniti. Odlično. Maja, se vidimo tudi na kongresu ADMA, kjer boste zopet pred kar veliko posameznici in tudi nekaj verjetno, takrat so v manjšini sicer, moškimi predstavniki predstavila protokol, kulturo vedenja in bonton. Vaš temelj trenutnega delovanja so tudi zdaj predavanja, predaja znanj različnim generacijam. Kako poteka to vaša predaja znanj? Pridete vi tudi v podjetje, se potem s to skupino posameznikov, ki so se prijavili oziroma ki jih podjetje želi izobraziti, verjetno nekaj časa ukvarjate. Na kakšen način ponavadi to poteka predaja takega znanja? S trdim delom. Na velikokrat mi reče, zdaj bomo pa imeli na sporedu v kakšnem podjetju neko mehko vsebino. In takoj se temu uprem in mogoče sprejmem samo v tem kontekstu mehka vsebina, ampak s trdo roko. Torej, delam na tak način, da morajo vsi slušatelji z menoj delati, se pogovarjati, poslušati, razmišljati. To ni samo neko izobraževanje, ki gre potem mimo, ker sedim v zadnji vrsti, se tudi postavim v zadnjo vrsto, ker če me nekam pokličejo, potem res želim, da ljudje dobijo nove informacije ali pa enostavno lahko ugotovijo in dobijo potrditev svojega znanja in najbolj sem vesela tega, če mi reče Bojana, se vse znam. In če je temu tako, jim pravim, dajmo potem širiti to znanje po Sloveniji, da se bo kaj prijelo, ker glejte, če beremo pravila kulture vedenja na prav način, potem vemo in čutimo, začutimo lahko, da je sodobni bonton postavljen v tem kontekstu, da si delamo dobro, da se imamo fino. To življenje je že tako prekratko in zakaj bi se ga grenili na nekem delovnem mestu, že tako smo vpeti v delovne procese skoraj za ves dan. Ker glejte, midve sva morda lahko sodelavki, nič hudega si nisva naredili, ampak kemije med nama ni, pa morava biti cel dan skupaj v pisarni, toliko tednov, mesecev in tako naprej. In ker sva odrasli osebi, spoštovanja vredni osebi, in če gre vam na živce moj parfum, meni gredo pa na živce vaši napol pojedeni sendviči, plastenke z vodo, ker sva odrasli osebi, si ravno lahko pomagava s pravili kulture vedenja, da je to najino sobivanje prijetno. In v naših vrstah ne poznamo takih besed, kot so mobbing, šikaniranje, nadlegovanje, ne vem kakšno, takšno ali drugačno, ker če se vsak obrača, da tako rečem, samo po osnovnih pravilih, je zgodba zelo enostavna. Omenjali smo danes večkrat že mlade, na mladih svet stoji, to poznamo že od nekdaj in res je. In mi moramo vzgajati mlade generacije, da bo tudi protokol skozi leta in bonton živel v pravi smeri. Se vam zdi, da bi bilo mogoče smiselno mladim že v osnovni šoli kot predmet predstaviti oziroma jih učiti protokola, bontona? Se vam zdi, da bi bilo to smiselno, da bi potem ta kultura živela na višjem nivoju kot trenutno v nekaterih segmentih? Omenili sva seveda, da imamo zelo vzgojene otroke, ki grejo v pravo smer, imamo pa tudi tiste, ki pač nimajo možnosti, ker nimajo pravega učitelja, da bi jim pokazal in povedal, kaj je prav in kaj ne. Moj odgovor vas bo morda presenetil, ampak v zadnjem času se vedno bolj srečujem z mladimi generacijami, kjer praktično nimam dela. Jaz se ne razumem na imenovanja takšnih in drugačnih mladih generacij, ampak mislim, da ni več temu tako, kot je bilo v preteklosti, ker smo rekli mladi problematični. Morda vprašanje za sociologe, psihologe, ne vem, zakaj je temu tako. Tudi korona je nekaj spremenila. Glejte, recimo študentje, IT-ovci, elektrotehna, strojne vsebine, ki jih do korone nismo dobili v predavalnice, tudi če ne vem kaj ponudili, so zdaj te predavalnice polne.
To se pravi, jaz sem prepričana, da se je tukaj nekaj moralo spremeniti, ker v mladih slovenskih glavah je ogromno znanja. Ampak žal je na tem svetu tako, da je to znanje treba nekje predstaviti, tržiti, je treba potem iti z nekom na poslovno kosilo, je treba vedeti, da je komu roko dati, ga vikati, tikati, kako se usesti, kako se obleči, kup enih elementov. In to so mladi spoznali. In moje predavalnice so zdaj polne s temi mladimi. In včasih tudi z njimi ostanem dalj časa, kot nam je pa zapisano. Zato, ker bi to svoje znanje res rada prenesla in jim tudi dokazala, da s tem znanjem lahko delate čudeže. Danes zagotovo ni več zadosti, če imate vi ustrezno izobrazbo, da ste digitalno pismeni, da poznate ne vem koliko jezikov, ampak ravno razlika od drugih in vas postavlja v drugačno, višjo pozicijo, če lahko tako grobo rečem, je ravno poznavanje pravil kulture vedenja, poslovnega protokola, kulture oblačenja in kulture govora. Če imate to, potem je zgodba čisto enostavna. Tako. Medve sva se dotaknile že sestankov mladih, predajanja znanja. V zadnjih letih pa kar tako v bistvu z nezadržnost, predvsem po koroni, hitrostjo prihajajo k nam digitalna orodja tudi za komunikacijo. Veliko sestankov v poslovnih okoljih, sploh v večjih podjetjih, se je premaknilo na ta razna komunikacijska digitalna orodja. Kakšno mnenje imate tukaj? Je tukaj tudi zelo pomemben protokol, bonton vedenja? Absolutno, tukaj se nič ne spremeni. Seveda sestanki na daljavo ali srečanji, druženje, kakorkoli ni nič narobe, ampak to ne bo samo in edina oblika, ker če smo vendarle v živo, se potem lahko zgodi popolnoma drugačna komunikacija. Če pa govoriva o srečanjih na daljavo, to pa pomeni, da smo vedno počesani, umiti, napravljeni od pet do glave. Mogoče se zdi komu neumno, ampak takrat, ko nisem zagovornica tega za svojo vsebino, ko sem nekje na Zoomu, Teamsih, karkoli, jaz si špricnem še mečkano parfuma. Zdaj nisem toliko nevedna, da ne bi vedela, da ta parfum ne gre na drugo stran, ampak jaz se drugače počutim, jaz se drugače vedem do tistih, ki so na ekranih z menoj. Torej, takrat moramo odstraniti vse te premočne zvoke. Točno se vidi, če imamo še zraven telefon in odgovarjamo na zasebna sporočila ali pa če iščemo, kam bomo šli na počitnice. To se skozi govorico telesa čisto vse začuti. Torej prižgemo kamero takrat, kjer je to dogovorjeno in je možno v tehničnem smislu. To pomeni ne takrat, ko nas je na ekranih 500, 600, ampak takrat, ko gre normalen sestanek, takrat pa mora biti kamera vklopljena, delovno okolje pospravljeno. Skratka, sestanek, srečanje na daljavo ni nič drugačen, kot pa če bi potekal v živo. Tako. Spremljati je treba ves čas, če delamo od doma, zjutraj se urediti pred računalnikom, kot da smo v pisarni. Tako je, ne moramo srkati kave, jesti sendvičev, zato ne vem, pa še mečkano pospraviti, pa prah pobrisati, to enostavno ne gre. In sama tudi vem, nekateri ljudje rečejo, saj lahko 10 stvari hkrati delam. Torej, če imaš resno vsebinsko zadevo, se pravi neko resno poslovno zadevo, potem ne moreš še 3 stvari zraven početi. Ne gre. Bojana, kako pa vidite razvoj protokola, bontona, kulture vedenja v prihodnjih letih? Se vam zdi, da bo se bistveno spremenil oziroma bo ohranjal neko rdečo nit? Kaj se vam zdi, da prihodnost prinaša? Omenili sva, da veliko delate z mladimi, da vas poslušajo, se pravi, to je zelo dober temelj tudi za nadaljnja leta, da protokol, kultura vedenja, bonton bo šel v pravo smer in ga v bistvu ne bo nobeden nov trend izpodrinil iz tistega njegovega okvirja, kot v bistvu mora biti iz njegovih temeljev. Seveda bo drugače, to je pač sodobna komunikacija, ampak vendarle toliko delam z mladimi, da sem prepričana, da čisto se pa vse ne bo tako zgubilo, ker drugače me mladi ne bi spraševali, kako iti na zmene, kako punco peljati na prvo kavo, da vem, na sok. To se pravi, če
seveda sprašuje to bolj individualno in verjetno bolj kot svoje starše, ker sem pač kot nek tuj element in je lažje vprašati človeka, ki ga ne poznaš. Ampak prepričana sem, da ta vsebina ne bo nikoli zamrla. Dokazala sem si in to rada v eter povem, da je temu res tako in dobila sem tudi mednarodno državno priznanje Republike Češke, ker so me povabili na nek mednarodni tabor k mladostnikom in to k mladostnikom. Uspeli smo tudi, da so prišli slovenski mladostniki na ta tabor, ampak to so bili mladostniki, katerih življenje se ni pokazalo v lepi luči. Se pravi, kjer je šlo za zlorabo strani staršev, tepež, mučenje, sploh ne morem spustiti vseh teh groznih besed v eter in v ta tabor sem bila povabljena seveda pod budnim očesom specialnih pedagogov in psihologov, kot nekdo, ne da bi zdaj te mladostnike učila pravil kulture vedenja v tehničnem smislu, ampak da bi sobivala z njimi. In že po 15 dneh sobivanja z osebami, ki so tako ranjene, ki so tako poškodovane, ki nikdar v življenju niso slišali besede hvala, prosim ali dotika, se je pokazal ogromen napredek. Zato sem včasih tako kar besna, jezna, ko imamo samo normalne življenjske izzive, dileme in probleme. Tako velikokrat pogovarjam, a bom rekel hvala, prosim in tako naprej. Glejte, požarno varnost imajo v vsakem podjetju vsako leto, ker je to zakonsko določeno, ne. Kolikokrat se pa pogovarjamo o kulturi vedenja, kolikokrat se o tem učimo, ker ste omenili osnovnošolski sistem, že v vrtcih in tako naprej. Ampak glejte, že tukaj se zatakne. Velikokrat mi starši očitajo, rečejo, gospa Košnik, kaj pa komplicirate, ko se recimo pogovarjamo o tikanju, vikanju, ne, ker zagovarjam to, da otroci, mladostniki, mladi nekoga vikajo, ker imamo to v jezikovnem smislu pač tako zapisano. In mi rečejo starši, zabrusijo mi, ja kako pa naj otrok ve, kaj je vi? Ja kako pa naj otrok ve, kaj je ti? Otrok bo naredil to, kar ga boste naučili svojim vzgledom, svojo vzgojo, ne? Dodali to srčnost zraven. In to je perfektna formula in zgodba zelo, zelo enostavna. Tako. Bojana, najlepša hvala. Moram priznati, da sem vas z veseljem poslušala. Žal se nama je čas iztekel, sicer mislim, da bi najin pogovor imel še kar dolgo nadaljevanje. Se pa veselim, da se vidimo maja v Portorožu, kjer nam boste prav gotovo predala marsikaj še iz vaše zakladnice znanja. Tako da res najlepša hvala, da ste bila del poslovne podpore tudi takole. Hvala tudi vam. Danes smo dokazali, da se poslovna odličnost začne pri podrobnostih. Pri tem, da se za nekoga dobro pripravimo in se iskreno potrudimo. Poslovna podpora je pogosto tista, ki s svojim znanjem, občutkom in srčnostjo ustvari prvi vtis organizacije in s tem temelj zaupanja. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Moč poslovne podpore. Do prihodnjič. Ostanite profesionalni, pozorni in ponosni na svojo vlogo